Prejšnji torek smo poročali o škodi, ki jo je na lokalni makadamski cesti v Grušovi pustilo neurje 4. maja. Zapirati se ne more, ker cesto rabimo vsak dan. Jaz imam tu za kositi 2 hektara, jaz bi mogel nekako domov spraviti in zdaj ne morem. Ne? Gre pošta skozi, nič ne more iti. Ne? Pa kruh vozijo, pa vse ne more. Predsedniku krajevne skupnosti Malečni Kruperče Jožefu Škofu je v roku tedna dni uspelo na poškodovano cesto pripeljati Nigrad, ki je cesto tudi uredil. Prejšnji teden smo gledali to katastrofalno stanje tukaj na tej cesti. Danes ste priča in lahko rečemo, da ne bomo snemali same negativne, dajmo posneti tudi nekaj takšnega, ki se je nekaj pravzaprav zgodilo pozitivnega. Vidite, sami cesto so naredili v nulo. Vso pohvalo Nigradu pa mestne občine Maribor, gospodu Reberniku, da smo v parih dneh, 3 dneh pravzaprav to stanje spravili v normalno stanje. Obilno deževje 4. maja je zaradi neprimerne in zamašene pretočne cevi povzročilo, da je potok prestopil, voda pa je odnesla nekaj kubičnih metrov navoženega cestišča. Jaz sem zadovoljen, ker če nisi aktiven, pa če ne sodeluješ, mislim, da potem tudi rešitve ni. Tu je rešitev prava in vse pohvale, tako sem že dejal. Škof pa kljub ureditvi opozarja na nekatere druge, še neurejene dele cest. Mi smo sprejeli sklepe na krajevni skupnosti, že prejšnji predsedniki, pa v svet krajevne skupnosti, da se ta hriboviti deli asfaltirajo. Mi nimamo samo ta problem tu. Mi imamo teh hribovitih delov dosti. Mi smo v krajevni skupnosti Malečni Kruperče pa Brezstrnica Gaj smo v isti poziciji. Iste potrebe imamo, ne premaknja se nikamor. Jaz želim, tako sem že dejal, mora se na tem področju nekaj zgoditi. Težav v krajevni skupnosti Malečni Kruperče pa ne povzroča le makadamska, temveč tudi že urejena cestišča. Ta so zaradi pomankanja zadostne količine finančnih sredstev tako rekoč zmeraj v popravilu. Problem imamo tudi v dolinah, ker je tam dol v dolini Ruperč je izredno veliki promet. Tam tudi saniramo 3-krat na leto in če pozamete te stroške, je pravzaprav ni logike, no. In ljudje tega ne razumejo, mi se trudimo v krajevni skupnosti in ne dosežemo tega, da bi prisluhnila politika, da bi na tem področju enkrat zaključili to zgodbo. Projektov, ki bi se znašli na prioritetni listi, zaenkrat še ne zmanjkuje. Kljub temu pa se je treba zavedati, da nekateri projekti vzamejo preprosto več časa kot drugi.